Lep pozdrav vsem, ki ste spremljali letošnjo postno akcijo Prisluhni besedi. Ja, to akcijo, letošnjo akcijo o molitvi smo pripravljali Rok, ki je skrbel za tehniko, da je vse laufalo tako kot treba. Pol je Tadeja nam prebrala ta razmišljanja, ki ste jih poslušali. Midve z Nadjo pa sva sedle za računalniki, sva jih napisale. To je letošnja ekipa postne akcije. Ja, Nadja je letos prvič z nami, nam je pomagala pri temu. Gospa Nadja, nam poveste, kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se odločili za pisanje teh odlomkov? Sestra Metka me je prav lepo prosila, če bi sodelovala pri tej akciji, in jaz sem rekla takoj ja. Ampak to je bil zame velik izziv, ker eno je pisati uvode pri mašah nekajkrat na leto, čisto drugo pa je pisati razmišljanja o Božji besedi. In sem se potem obrnila na Svetega Duha in sem ga prosila, naj vodi moje misli, da bom zapisala tiste besede, ki bi nagovorile poslušalce. Ja, res hvala, Nadja, da si sprejela ta izziv. Rok, mene pa še zanima, koliko nas je pa letos poslušalo to postno akcijo, da slišimo še majčkene številke? Ja, letos je bilo skoraj 1200. To pomeni, da je bilo v teh postnih dneh poslanih okrog 55,000 mailov. Smo pa imeli, kot ste opazili, nekaj težav. Nekaj dni so maili prišli malo kasneje ali pa celo niso prišli. Se vam opravičujemo za to. Ja, Nadja, sem zvedela, da ste vi se seznanili s to novo zavezo, s prostorom. Že vredno ste začeli pisati te odlomke, pa me zanima, kako se vam zdi tak nova zaveza? Ta nova zaveza se mi zdi super, zato če bi pogledali moja sveta pisma, bi videli, da so napisana okrog in okrog svinčnikom, pa podčrtana, pa polno listkov je zraven, pa zvezki. In tukaj not pa lahko vse podčrtam, napišem in posebno se mi zdijo pa tematske poti. Super. Vas res vabimo, da greste na našo spletno trgovino svetopismo.si in zdaj v velikonočnem času so popusti gor, tako da če vpišete kodo Velika noc 22, boste imeli popust na naše izdelke. Mogoče še eno spodbudo zdaj, ko počasi zaključujemo, oziroma smo že na koncu akcije, za vse, ki bi radi še naprej prebirali Božjo besedo. Včasih sem že slišala kakšen predlog, mi bi pa celo leto prejemali taka razmišljanja, da bi jih lahko vsako jutro poslušali, pa je zato našo majhno ekipo to kar prevelik zalogaj, da bi to za vsak dan pisali. Vas pa res vabimo, da bi nadaljevali z branjem, lahko si res pomagate z novo zavezo s prostorom, recimo zdaj po Veliki noči lahko vzamete tematsko pot učenca, pa gledate, kako učenec hodi za stalim Jezusom skozi življenje vsak dan. To je lahko en način, kako nadaljujete, ali pa se priključite kakemu malemu občestvu eklezije, kjer skupaj na 14 dni beremo in si podelimo Božjo besedo. Mi smo zelo veseli, da ste z veseljem poslušali te odlomke, ki smo jih pripravili. In posebna zahvala gre tistim, ki ste ob nedeljah naredili kratke videe. Res hvala, tako da ste tako prispevali. Hvala tudi vsem donatorjem, ki ste darovali, da lahko nadaljujemo s tem misijonom. Ja, zdaj ob koncu pa kaj nam preostane drugega, kot da vam res iz srca voščimo blagoslovljeno veliko noč in da bi vas veselje ostalega Kristusa spremljalo vsak dan. Blagoslova, živijo. Aleluja. Hvala.